Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Še ena novost je v našem mestu, oziroma se obeta v našem mestu, kjer so se na mariborski občini torej odločili, da bodo zregulirali tudi taksi službo, ki je seveda eden od vitalnih delov tega javnega mestnega prevoza. In seveda je tu kar nekaj stvari, ki burijo duhove in ki vrejo kri predvsem med taksisti, zato je z mano tukaj najprej naj pozdravim iz občine, iz urada za promet, gospod Pirc, pozdravljeni. Lep pozdrav. In pa predstavnik taksistov Maribora, to je gospod Veljko Rogič. Gospod Veljko, dober dan tudi vam. Torej, gospod Pirc, če bi kar vi začeli, taksisti bodo poslej imeli kar nekaj novosti pri upravljanju svoje dejavnosti. Točno tako, na tem področju pri nas tak rahel kaos veljal, zato smo se pač odločili končno te stvari urediti. Prva taka recimo večja sprememba oziroma novost je tako imenovana taksi vinjeta. To je nalepka, ki bo opremljena z grbom mesta, z serijsko številko in pač letnico, za katero leto velja. Velja pa za eno leto, treba bo nalepiti na sprednjo stran pokrova motorja ali pa na desno stran vrat. Na zunanji del torej? Na zunanji, ja. Čujte, jaz bi apeliral, ker to je blesavo, mislim, najprej da rečem, da 25 let vozim taksi v Mariboru, pa ko se stranke usedejo v moj avto, sigurno so kot v švajcarskoj banki, tako da me vsi poznajo. Kam zdaj te nalepke na haubu pa na vrata? Mislim, to je milo rečeno blesavo. Jaz, kad perem avto, šta ću reći? Operi mi, osim tamo gdje je nalepka. Pa to će se krast ljudi, ja ću kupovat tu vinjetu, a lopovi će samo gledat kad je stavim. Ne gre dol. Ne gre? Ne morate dol. Vsaka gre dol. Ja, ne gre tota ne morate vkrast. Ja, kaj pa pol po enem letu? Ja, tako je, da po enem letu spusti. Svašta. No, kaj še, gospod Pirc, se obeta kot sprememba? Druga taka novost je recimo izkaznica, ki bo mogel vsak voznik pridobiti. To je izkaznica z sliko, ki bo vidna na zunanji pa notranji strani taksija. Ampak pozor, izkaznico lahko dobi pa le vsak, ki ima veljavno dovoljenje za prevoz potnikov, ki pa ga bo dobil, če bo pravo preizkus o poznavanju Maribora na Zavodu za turizem. Razen, če ima opravljen izpit za turističnega vodnika ali pa če več kot 5 let opravlja to dejavnost. Zanimivo, kaj pravite, gospod Rogič, na to? Nič, mislim. To je tako noro, da je boljše, da sem tiho. Mislim, leta 2016 svi ćemo morati njemačkog kočara imati pozadje ili šta. Pa mi smo samo taksisti, bože ljudi moji, nama ne ostaje 200 eura. Šta ste vi tu smislili? Šta treba sad biti sudija i arhitekta i šta ja znam u jednoj osobi? Pa koji će mi kurac, onda Garmin, 300 eura sam dao za njega. Šta ću sad, trebam Garmin. Ja, malo je nenavadno. Vsak, kdo se mi vsede pozadi, ima neku aplikaciju i samo gleda gdje ga voziš. Ja svima kažem, pa šta gledaš, ja imam Garmin. Ja gledam. Pa onda idi kurac peš, šta si ušao u moj taksi? No, to smo se odločili pa uvesti, ker smo gotovili, da taksisti ne poznajo mesta, ne? No, ampak pustimo, da to zadnja stvar pa je tako imenovana taksa za postajališča. Torej ta postajališča, kjer so taksisti locirani, zdaj bo pač treba takso plačevati, da se bo ta postajališča vzdrževala. Taksa bo pa določena glede na starost vozila, ne? Bolj bo staro vozilo, večja bo taksa, tudi do 4400 evrov na leto. Najbolj poceni pa prijajo ta električna vozila pa hibridi skozi. Dejansko takšne cene? Zdaj pa naj mi gospod tu uživo pove, kak ja da kupim hibrida. Trebam kupiti naljepnicu, trebam izpit delat da sve znamo u Mariboru. I sad ću još, jer imam 8 let stari auto, platit 1000 eura. 8 let, to ste malo rekli, ja. Čuješ, Pirc? Gledaj, tak se mi zmenimo. Daj ti 6 mjesecev vozi taksi, a ja ću češljat muda tamo u tvojoj kancelariji, pa da vidimo pa da ti vidiš kak je to. I ti sve plati za 6 mjesecev, či tebi gre skos, meni bo 100% šlo. Zdaj mogoče malo nesramno zvenevne, ampak pa če treba v šolo hoditi za to, ne? Ko bom jaz nesramen. Ti ne boš čul najprej na levo, poslej na desno uho, ali ti jasno to? Dobro, hvala lepa obema, da se ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.